Najprej lep pozdrav vsem prisotnim. Kot je že Primož uvodoma povedal, je ena od pač se v okviru naloge integrirano varstvo rastlin ukvarjamo z različnimi tematikami in ena od tematik je tudi zatiranje bolezni v žitih. Namen naloge je pač nudenje pač pomoči pridelovalcem pri ukrepih varstva rastlin s fungicidov, varstva žit s fungicidi. Vemo, da so pred pridelovalci vsako pomlad bolj ali manj podobne dileme, kdaj uporabiti fungicid, katerega izbrati glede na dane pridelovalne razmere, da bo pač dosežen želeni cilj, to je dobro zdravstveno stanje posevkov, dober pridelek in tudi čim boljši ekonomski učinek. No, z namenom nudenja te podpore smo že več let izvajamo tudi poljske poskuse, v katerih preizkušamo različne škropilne programe za varstvo žit, primerjamo različne pripravke, različne roke škropljenja in pač učinkovitost v danih pridelovalnih razmerah. Ob koncu maja ali pa v začetku junija organiziramo tudi ogled teh poskusov za vse, ki jih tematika zanima, za svetovalce, tehnologe oziroma tudi prodajalce fitofarmacevtskih sredstev, da si tudi v živo pogledajo pač učinkovitosti oziroma neučinkovitosti posameznih postopkov. Kot vemo, je zatiranje tudi bolezni tudi v žitih tudi v integrirani pridelavi zelo odvisno od rabe fungicidov. Seveda je težav z boleznimi ob upoštevanju različnih tehnoloških ukrepov, se pravi od kolobarja, ustreznih rokov setve, setve odpornih sort, uravnoteženega gnojenja in tako naprej, vendar je raba fungicidov pravzaprav nepogrešljiva vsako leto. Je pa seveda eden od temeljev osnov integriranega varstva rastlin tudi odgovorna raba fitofarmacevtskih sredstev, kar pomeni, da jih ne uporabljamo samo pač v pravih odmerkih, ampak pa ne vem, tiste, ki so registrirani, ampak pod to razumemo tudi, da so fungicidi uporabljeni pravi čas in pa da so izbrana primerna sredstva glede na razmere, ki so pač tisto leto na njivah. Se pravi, na samo pojavnost bolezni pa seveda bistveno vpliva vsako leto padavine in pa temperature, se pravi vreme. Pomembno je odgovorna raba fungicidov, pomeni tudi to, da se fungicidi rabijo takrat, ko je treba, takrat, ko pa ni treba, jih pa ne rabimo. Ker če jih uporabljamo takrat, ko ni treba, s tem ne samo, da jih brez potrebe trošimo, večamo stroške, ampak nehote izpostavljamo ta sredstva razvoju odpornosti, kar pa vemo, da je zelo pomemben in naraščajoč problem tudi pri nas, kar bomo tudi bolj natančno videli še v naslednjem predavanju. Zdaj, če najprej pogledamo, katera sredstva pravzaprav mi sploh imamo na voljo. Z leti se nam tule v tem stolpcu imamo aktivne snovi in pa skupine fungicidov. Z leti se nam nabor razpoložljivih sredstev aktivnih snovi precej spreminja. Najstarejša skupina in najdalj časa uporabljena v žitih je skupina tako imenovanih triazolov, DMI fungicidov. In med najbolj uporabljenimi je sigurno v zadnjem obdobju so sredstva s protiokonazolom,
tudi najbolj učinkovita, recimo Prosaro, ki je kombinacija protiokonazola pa tebukonazola. Od letos imamo tudi čiste pripravke s čistim protiokonazolom. Potem so mešani pripravki z različnimi triazoli ali pa z strobilurini, recimo Mirador z azoksistrobinom, in pa nekateri drugi triazolni pripravki z samo eno aktivno snovjo. Že nekaj časa čakamo tudi na nov triazolni fungicid, mefentriflukonazol, ki sicer je pri nas registriran že od lanskega leta, vendar ga proizvajalec še ne trži. Predvidoma bo drugo leto tudi na našem tržišču. S tem bomo imeli nekoliko več izbire v tej skupini učinkovitih triazolnih fungicidov. Potem naslednja skupina so strobilurini, azoksistrobin pa piraglostrobin sta še ostala. V glavnem jih pač kombiniramo z drugimi aktivnimi snovi, s triazolnimi pripravki. Ta skupina ima visoko tveganje za razvoj odpornosti, se pravi, da učinkovitost z leti pri intenzivni rabi lahko se hitro pač pade, se spremeni. Potem je novejša skupina, so karboksamidi. To je v zadnjih nekaj 6 let recimo so pri nas v uporabi. Imamo 6 pripravkov trenutno. Imajo razmeroma dobro delovanje oziroma nekateri zelo dobro delujejo na vse najbolj pomembne bolezni žit. Potem so še skupina tako imenovanih multisite fungicidov, se pravi, žal je lansko leto šel iz prodaje klorotalonil, ki je bil zelo pomemben v tej skupini, zelo dobro učinkovit in proti septoriji in proti ječmenovi ramularijski pegavosti in zelo pomemben kot dotikalna komponenta za triazolom in karboksamidom kot za blaženje odpornosti. In pa od lani je tudi biološki pripravek Poliverzum. S tem pripravkom tudi izvajamo poskus v ekološki pridelavi žit. Zdaj, če se najprej usmerimo v bolezni pšenice, najpomembnejša bolezen pri nas je sigurno pšenična listna pegavost. Bolezen se pojavlja praktično vsako leto, intenzivnost pojava je pa seveda odvisna od vsakoletnih vremenskih razmer. Za širjenje te bolezni je bistveno pač veliko vlage, se pravi, v letih z veliko dežja je bolezen sigurno bolj nevarna kot v sušnih letih. Občasno v letih z več padavin med cvetenjem pšenice se pojavljajo tudi fuzarioze klasa, ki so lahko, se pravi, v takih letih lahko kar precej škode naredijo. V sušnih letih je teh pojavov manj. Potem se pojavljajo tudi rje, rumena rja recimo v zgodnji fazi in pa redkeje, vsaj v zadnjem desetletju, v bistvu vsaj na našem območju žitno pepelovko v žitih kar redko opažamo. Zdaj, zatiranje bolezni, za zagotavljanje dobrega zdravstvenega stanja žit je pomembno tole obdobje. Obdobje med zraščanjem oziroma med začetkom kolenčenja pa do končnega cvetenja. V tem obdobju so od vremenskih razmer odvisno,
intenzivnost pojava bolezni in potem tudi ukrepi varstva. V naših razmerah se to dogaja nekje v aprilu in v maju, ne. Zato so za razvoj bolezni padavine v tem obdobju bistvenega pomena. Kar recimo pšenična listna pegavost, ki je najpomembnejša bolezen v pšenici, povzroča predčasno sušenje listov in vpliva na asimilacijsko površino, je osrednji termin zatiranja obdobje od razvoja faze 39. To je takrat, ko je razvit cel listni aparat. Se pravi, vemo, da sta za pridelek pšenice odločilna zgornja dva lista in zgornji trije listi oziroma zgornja dva lista in klas pripomorejo skoraj 90% prinesejo k pridelku. Zato je zelo važno, da ohranjamo te vrhnja dva lista in klas zdrav. Se pravi, da je osrednji termin škropljenja usmerjen v to obdobje. V obdobje od takrat, ko so razviti vsi listi naprej. Od vremenskih razmer pa je odvisno, kdaj pravzaprav treba to škropljenje začeti. Se pravi, v sušnih letih, tako kot je bilo recimo lansko leto, ko je bila pomlad izjemno suha, se pravi, suho je bilo že marca, aprila in potem tudi v maju, šele v drugi polovici maja so se začele močnejše padavine, je bilo v takih letih je recimo lahko škropljenje odlagamo na kasneje. Se pravi, ni treba, da začnemo takoj, ko je 39, če je suho, ampak lahko škropljenjem pač odložimo škropljenje na obdobje, ko pride do padavin. In takrat s tem potem podaljšamo trajanje delovanja fungicidov. Zatiranje v sušnih letih je zatiranje prej, se pravi v fazi razraščanja, kolenčenja v fazi 31, 32, prvo, drugo kolence, samo v redkih primerih potrebno. Na primer, če se na sortah ali pa v legah, kjer se pojavi žitna pepelovka ali pa rumena rja, takrat je treba pač škropiti prej. Vendar ni to splošno pravilo, da bi škropili pač v splošnem zgodnje škropljenje. Je bolj izjema kot res potreba. Podobno je tudi z fuzariozami klasov, je spet v sušnem vremenu se fuzarioze klasov pojavljajo lokalno. Se pravi, tam, kjer je res mogoče v fazi cvetenja dalj časa so padavine, ali če raste, ne vem, pšenica, če je bilo direktna setev, recimo tam, kjer je bila v prejšnjem letu koruza in so padavine med cvetenjem. Takrat je ciljno zatiranje fuzarioz smiselno, sicer pa ne. Drugače pa je v primeru deževne pomladi, ko je pa lahko pritisk bolezni velik že v začetku kolenčenja. Recimo to je v letih, ko so z blagimi zimami in mokrimi zimami, ko so recimo že zgodaj spomladi, lahko opažamo okužbe na spodnjih listih, in če je deževen april, takrat so razmere lahko ugodne za razvoj pšenične listne pegavosti in je treba škropljenje začeti že prej. Ker pač v tem obdobju žita intenzivno rastejo, je treba škropljenje po 10 do 14 dneh ponoviti, ker je trajanje tega prvega škropljenja razmeroma kratkotrajno. Največ 10 do 14 dni traja zaščita, ker pač rastline rastejo.
V takih letih je pogosto potrebno tudi, oziroma spet odvisno od vremena, če je deževno in če je dež v času cvetenja, je tudi nevarnost za okužbe klasofuzariozami velika. Zato je pač v takem primeru potrebno tudi ciljano zatiranje fuzarioz klasov. V nadaljevanju bom prikazala dva poskusa, in sicer enega, ki smo ga izvajali lansko leto, ko so bile razmere bolj sušne, ko je kot vemo, suha pomlad in malo padavin aprila, in pa poskus iz leta 2018, ko je bilo pa, so bile razmere bolj podobne tem spodnjem primeru, se pravi, je bilo kar nekaj dežja že oziroma že čez zimo so bile razmere take, ki so omogočile, da so bile spomladi, recimo septorji okuženi spodnji listi in so bile potem tudi v kasnejšem obdobju razmere za okužbe s pšenično listno pegavostjo in s fuzariozami ugodne. Se pravi, lansko leto, kot sem že rekla, je bila že pomlad, že marca, februar, marec sta bila izjemno suha, tudi april je bil zelo suh, tu so vremenske razmere v Javljah, kjer je tudi poskus potekal. Aprila, praktično do konca aprila ni bilo resnejših padavin, nekaj dežja je bilo, kot rečeno, v zadnjih dneh aprila in v začetku maja. In pa potem nekje od druge tretjine maja naprej do nekje 25. maja je bilo tako obdobje, ko je deževalo skoraj vsak dan. Te razmere so bile zelo primerne za širjenje okužb septorijo in pa potem v juniju pa tudi so bile razmere za razvoj bolezni ugodne. Imeli smo dva škropilna termina, in sicer zgodnjega termina med v fazi 31-32, se pravi prvo, drugo kolence nismo izvajali v teh razmerah, smo izvedli samo škropljenje v fazi 39, se pravi, ko je bil razvit zastavičar, in pa še eno škropljenje v fazi 63, se pravi v začetku cvetenja. Že mogoče bi bilo boljše, če bi bilo bolj idealno, raba nekje prej, pred cvetenjem, vendar pač ni bilo možno izvesti tega škropljenja prej. Uporabljena so bile sledeče fungicidne kombinacije, in sicer smo uporabljali te najbolj učinkovite SDHI fungicide, Askra X-Pro, in sicer v kombinacijah škropljenja v prvem terminu, potem škropljenje v prvem terminu in v drugem terminu pripravek karamba z metkonazolom v klas, ki se ga sicer tudi priporoča za zatiranje fuzarioz. Potem še v drugem terminu Askra X-Pro samostojno. Potem je bila enaka kombinacija s fungicidom Elatosera, samostojno v prvem terminu, potem v prvem terminu s karambo in pa samostojno v drugem terminu, in pa kombinacijo Priaxor, ki je tudi SDHI fungicid pa s karambo v prvem terminu, da smo mu dodali triazolno komponento, in pa v drugem terminu drug kombiniran triazolni fungicid Magnelo. Potem smo dali Priaxor sam, pa smo dali karambo in v drugem terminu karambo in Prosaro, približno polovični odmerek vsakega, in pa Seguris Extra, še en SDHI fungicid z isto kombinacijo v klas. Se pravi, razlika med prvim škropljenjem je bila in drugim škropljenjem je bila dobre 3 tedne. V sledečem
grafikonov so pa učinkovitosti, ki smo jih, to je učinkovitost ob koncu mlečne oziroma na začetku voščene zrelosti 22. junija. Kot vidimo, so bile najboljše učinkovitosti okrog 80% v primerih, kjer je bil pripravek ali Elatusera ali pa Ascra X-Pro uporabljen v terminu T3, se pravi že na začetku cvetenja, ali pa kombinacije, kjer je bil v drugem terminu uporabljen kombiniran pripravek Caramba in Prosaro v polovičnem odmerku. Slabše delovanje je opazno pri samostojni rabi pripravka Elatus-Era v terminu T2. Boljše je, ko mu je bil v terminu T3 dodan Caramba, in pri Ascra X-Pro pa tudi slabše delovanje in tako samostojno kot tudi pri dodatku fungicida Caramba. Se pravi, pač kot sem že prej dejala, je bilo tole škropljenje v T3 mogoče nekoliko pozno, ampak kljub temu lahko v tem primeru vidimo, kako lahko v uporabi dobrega pripravka in v takih razmerah v bistvu zelo dolgo časa odlagamo škropljenje. Ni treba, da škropimo prezgodaj, boljše je, da pač fungicid uporabljamo nekoliko kasneje, glede na vreme, in s tem podaljšamo njegovo delovanje v obdobje dalj časa, v obdobje zorenja pšenice. Tule so pa, to je pa poskus v 2018. letu. Kot sem že prej rekla, je bilo to leto precej bolj deževno. Deževno je bilo tudi že prej spomladi je bilo več dežja in preko zime, tako da smo ob prvem pregledu, recimo ob koncu marca, na tej njivi, kjer je potekal poskus, je bilo skoraj na vsaki rastlini pšenice, so na spodnjih listih lahko opazili že znamenja pšenične listne pegavosti, in samo pač od vremena in od padavin je bilo odvisno, kako se bo ta bolezen širila naprej. No, vidimo, da je bil že april kar razmerno bogat s padavinami. Bilo je sicer manj padavinskih dni, ampak so bili močnejši nekaj močnejših nalivov. Še bolj pa je bil deževen maj. Zelo veliko padavinskih dni je bilo in zato smo v tem letu pač imeli v poskusu 3 škropilne termine. In sicer smo prvo škropljenje opravili v fazi 3 kolenc, to je bilo 24. aprila, potem naslednje škropljenje je bilo izvedeno 3. maja, v razvojnem stadiju 39, se pravi, ko je imela pšenica razvite vse liste, tudi zastavičar je bil že popolnoma odvit, in pa še eno škropljenje v začetku cvetenja, to je bilo 17. maja. Uporabljene so bile pa tudi različne fungicidne kombinacije. V vsakem poskusu smo uporabili ne več kot 2 škropljenja. Se pravi, različne kombinacije teh SDHI v osrednjem terminu, pa nekatere smo kombinirali z pač različnimi kombinacijami fungicidov prej, oziroma smo jih dodali potem v klas. Nekatere smo tudi primerjali, recimo Zantara v prvem obdobju plus Prosaro v 3. škropljenju, ali pa Zantara v drugem pa Prosaro v 3. škropljenju. Skratka, pač različne te fungicidne kombinacije so bile na programu.
No, in zdaj, če vidimo rezultate učinkovitosti na zatiranja pšenično-lično pegavost, lahko vidimo, da je bila v bistvu tudi v tem poskusu so bile najboljše učinkovitosti dosežene pri postopkih, kjer je bil v terminu T2 uporabljen en dober fungicid. Se pravi, Elatusera v terminu T2, v bistvu najboljša učinkovitost, skoraj 100%, v primeru, ko je bilo v prvem obdobju dodan Amistar Opti, ali pa zelo majhna razlika, če je bil uporabljen samostojno. Potem tle, če gledamo Zantara v prvem terminu, se pravi v fazi 39, pa Prosaro v tretjem, ali pa Zantara 10 dni, koliko je bilo kasneje, pa Prosaro, vidimo, da je kar precej velika razlika. Ta čas med T1 in T2 je v bistvu lahko precej vpliva na učinkovitost. Se pravi, to je škropljenje takrat, ko pšenica še nima razvitih vseh listov, to je pa takrat, ko pšenica ima razvite že cel listni aparat. Nekoliko slabša je bila recimo učinkovitost, kjer je bil Seguris uporabljen v T2, recimo en fungicid v T2 brez dodatka škropljenja v T3. Tle je sicer bil, vendar je Opus 1 fungicid pač trajanje te učinkovitosti tega fungicida je krajše kot recimo od Segurisa, zato je tudi učinkovitost tle slabša, čeprav mu je dodan razmeroma učinkovit fungicid na koncu. Daljša in slabša je pa bila varianta z pripravkom Archer Max v prvem obdobju in Magnelom v Klas. No, ti pripravki zdaj sploh niso več v uporabi, Opus 1 od lanskega leta, Archer Max, Amistar Opti tudi ni več, tako da se je nabor teh sredstev v bistvu tudi zmanjšal. No, v tem letu so bile tudi razmere, kot sem že prej rekla, zelo ugodne tudi za razvoj fuzarioz klasa. In mi smo dali takrat v to leto tudi, smo ocenjevali okužbe s fuzariozami klasov in tudi smo dali na analizo na vsebnost mikotoksinov v zrnju. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je pri vseh postopkih, kjer je bil uporabljen triazolni fungicid v terminu T3, da je bila vsebnost mikotoksina DON nižja od maksimalne priporočene dovoljene vrednosti v zrnju, kar znaša 1,25 ppm. Se pravi, ne glede na to, kateri fungicid je bil uporabljen v Klas, Caramba, Prosaro ali Magnelo, povsod je bila vsebnost DON-a primerna, medtem ko pa pri postopkih, kjer škropljenja v terminu T3 ni bilo, so bile pa vsebnosti mikotoksina celo višje od kontrole. Se pravi, v takih letih, ko je nevarnost za okužbe klasov s fuzariozami, je ta termin škropljenja v Klas v bistvu zelo pomemben in je bolje opustiti škropljenje v terminu, se pravi med začetku kolenčenja in dodati škropljenje v Klas, ker so sicer vsebnosti lahko zelo visoke. Recimo tudi, če gledamo na primer tale Elatusera, prejšnji, če pogledamo krasna učinkovitost na
septorijsko pegavost. Pri vseh, kjer ni bil uporabljen Elatusera, mislim škropljenje v tretjem terminu, so bile vsebnosti mikotoksinov zelo visoke. In tudi pomembno je, da je uporabljeno sredstvo, ki dobro, ne samo da znižuje fuzarioze, ampak da tudi zmanjša vsebnost dona in drugih mikotoksinov. Zdaj se nekako najbolj priporoča kombinacija Prosara in Magnela in Karambe, se pravi kombinacija metkonazola in protiokonozola, oziroma v Prosaru je še tebukonazol zraven, ki naj bi najbolj tudi zmanjšala vsebnost mikotoksinov v zrnju. No, zdaj sem že mogoče malo me čas baše, Primož, kako je? Še na malo si že dolga, ja. Mogoče še na hitro povzameš še ostanek predavanja. Ja, zelo na hitrico še v ječmenu. Pri ječmenu je tudi osrednja bolezen remularijska pegavost, ki jo zatiramo praktično tudi vsako leto. In kadar je pritisk bolezni srednje visok, se pravi, takrat lahko začnemo zatirati tudi od faze 39 naprej. Najbolj idealno je v tem obdobju 49 ali pa 49 do 59, se pravi, ali pa v obdobju, ko se začne vreme z močnim sončnim obsevanjem. V mokrih letih je pa, kadar je zelo veliko dežja, ali ko so razmere ugodne za razvoj bolezni že zgodaj, takrat je pa treba škropiti tudi začeti škropljenje že prej. Ali pa na sortah, kjer se pojavlja mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, se pravi, treba je pogledati na njivah in škropiti, če se pojavljajo bolezni in so razmere primerne za širjenje bolezni. Potem je v tem primeru je treba opraviti še eno škropljenje proti remulariji in ostalim boleznim ječmenu. Na hitrico samo še lanski fungicidni poskus v ječmenu, spet so bile različne kombinacije, samo pri enem postopku smo dali škropljenje v zgodnji fazi, se pravi v fazi kolenčenja, pa potem še enkrat kasneje. Pri vseh teh postopkih smo pa uporabljali različne fungicide v tem najbolj, kot rečemo, idealnem obdobju med 45 in 49 in pa nekoliko pozneje, to je v bistvu pozni termin T2, čeprav imam jaz tam tlele v grafikonu kot T3, samo v ječmenu ni tretjega termina, je v bistvu to še vse drugi termin. Vidimo, da so bile v takih sušnih razmerah so bile razlike med škropljenjem v T2 in T3 v bistvu, se pravi, med tema, to je 4. maj, 14. maj, 10 dni razlike. V bistvu so bile minimalne, kar je tudi razumljivo. Pri nekaterih pripravkih se pa kaže mogoče vseeno nekoliko boljše delovanje pri pripravkih, pri postopkih, kjer je bil fungicid uporabljen v terminu T2. Se pravi, škropljenje v cvetenju je nekoliko pozno, no. Boljše je uporabiti fungicid prej. Med samimi postopki, kar se tiče teh fungicidov SDHI, ni nekih bistvenih razlik. Zdaj, če še povzamem, za zagotavljanje dobrega zdravstvenega stanja v žitih se mi zdi, je bistveno, da se raba fungicidov prilagaja dejanskim razmeram. Zato je pa tudi zelo pomembno redno spremljanje stanja bolezni v posevkih in pa po drugi strani spremljanje razvoja bolezni, razvoja vremena. In pač pomembno je, da škropljenje izvajamo takrat, ko je nujno,
da upravimo čim manj škropljen, kot je možno, in zaradi rezistence tudi menjavamo oziroma kombiniramo aktivne snovi z različnimi načini delovanja. Še to bi povedala, da pač industrija fitofarmacevtskih sredstev in pridelovalci, prodajalci, oni pač držijo intenzivnost rabe fungicidov na zelo visoki ravni in nekako spodbujajo k zgodnji rabi, zgodnjim terminom rabe fungicidov. In dostikrat se zgodi, da so potem kmetje pač zmedeni oziroma ne vejo točno, kaj je v redu in kaj ni, in pač ravnajo preventivno in škropijo, in dostikrat je recimo v takih letih, kot je bilo lansko leto, je ta zgodnja raba pravzaprav ni potrebna. In zato je res, se mi zdi bistvenega pomena, da se pač spremlja stanje na polju in ukrepa v skladu s tem, glede na vremenske razmere in pričakovanji. Tako, toliko sem jaz imela. Hvala.